V Slovenj Gradcu so s predavanjem Maše Jazbec z naslovom Kakšno življenje si predstavljate z roboti otvorili tedne vseživljenjskega učenja, ki v Sloveniji letos potekajo že 29. Na Koroškem je glavni koordinator slovenjgraški javni zavod MOCIS, ki bo v sredo 22. maja v Slovenj Gradcu pripravil tudi tradicionalno parado učenja na dan učečih se skupnosti z zanimivim programom in številnimi sodelujočimi. 29. tedni vseživljenjskega učenja so se pričeli in v njih sodeluje ogromno ljudi. Ja, po napovedih koordinatorjev, teh je okrog 40 oziroma natanko 40 po Sloveniji, bo prirediteljev spet okrog 2000. To so pravzaprav člani njihovih lokalnih mrež, ljudske univerze, tako kot v tem primeru danes. Potem so to seveda druge izobraževalne organizacije, nevladne organizacije, društva, vrtci, šole, skratka vsi, ki imajo karkoli za opraviti z izobraževanjem v najširšem smislu, sodelujejo. Slovenjgraški javni zavod MOCIS je tokratne tedne vseživljenjskega učenja pričel s predavanjem Maše Jazbec z naslovom Kakšno življenje si predstavljate z roboti? Pravzaprav sodoben svet je robotika, sodoben svet je tehnologija in dejansko se moramo na ta svet tudi pripraviti. Ga sprijeti, seveda skozi neko, skozi oči neke kritičnosti, ampak dejstvo je, da je to že prisotno, predvsem pa se mi zdi pomembno, da se bo vse razvijalo v pozitivno smer, se pravi v korist človeka. In zato je naša današnja gostja več kot dobro, da nam to predstavi, kajti s tem se je ukvarjala in je tudi humanistka in hkrati pravzaprav povezuje to znanost in na nek način umetnost. Na robote se ne bo potrebno privajati v prihodnosti, kajti roboti so že med nami, pravi Maša Jazbec. Praktično ni industrijskega obrata brez robotov, pa tudi družabna robotika je že vse bolj v naših življenjih. Jaz robote sprejemam kot neke entitete, ki smo jih mi ustvarili in pač moramo se naučiti živeti s temi tehnologijami, se pravi entitetami, roboti, kajti tehnologija ne bo zginila, razvoj gre tako hitro naprej, kot še nikoli prej v zgodovini. In robotika je ena izmed najhitreje rastočih tehnologij. In jaz sem tudi z mojo ekipo, smo mnenja, da ni slabih tehnologij, smo le slabi uporabniki tehnologij, tako da se moramo naučiti tudi robota uporabljati za dobrobit človeka. Roboti bodo torej vedno bolj pogosto naši sopotniki, a določen odpor do njih je vendarle prisoten med ljudmi, ki pa se počasi topi. Je odpor, ampak jaz opažam, da je odpor zaradi nepoznavanja. Mogoče je tudi tukaj v našem svetu ta popularna kultura majčkeno negativna do robotov. Ja, se dogaja krivica robotiki. Tako kot ima vsaka tehnologija, ima pozitivne in negativne lastnosti, tako jih ima tudi robotika. In pač res mi želimo, sploh jaz želim pa res prikazovati te pozitivne aplikacije robotov, ki seveda so, ker roboti ne bodo zginili in pač moramo nekako se naučiti živeti, sobivati s temi tehnologijami. In prav to je povedala in tudi pokazala, saj tisto, kar poznamo, lažje in prej sprejmemo in pri robotih prav gotovo ni nič drugače. Ob pomanjkanju delovne sile marsikdo pomisli, da jo bodo nadomestili roboti. Pa jo bodo res? Je pomanjkanje, pa moram reči, v tujini je kar praksa, da že tudi takšne robote, ki bomo danes poznali, uporabljajo terapevtske namene, tudi pri ljudeh z demenco. Tudi mi v Trbovljah smo naredili en tak eksperiment s študenti, smo uvajali robota v domu upokojencev, se pravi v skupino ljudi z demencami in so bili zelo pozitivni odzivi. Kajti, če tako malo karikirano rečem, robotu lahko eni isto zgodbo 1000-krat povemo, pa bo še kar navdušen, ima dobesedno jeklene živce, Pa naj tudi povem, da tudi v industriji ali pa kjerkoli pač imamo robota sprogramirati, ga nekaj učiti je kar veliko dela in saj 1, 2, 3 ljudje so zmeraj zraven robota, tako da v bistvu ustvarjajo nova, drugačna delovna mesta, ne da bi zdaj kar odvzemali. In tako je bil začetek tedna vseživljenjskega učenja v Slovenj Gradcu izjemno zanimiv in je prinesel kar nekaj novega znanja in vedenja o robotih in njihovem vključevanju v naša življenja. Novim tehnologijam je namreč nemogoče ubežati in tudi mladi iz MOCIS-ovega programa PUM so ustvarili knjigo s pomočjo umetne inteligence.
Zakaj ravno ta projekt? V današnjem času je umetna inteligenca torej zelo nadvladala vse spore ali pa sfere našega življenja in zato je to tudi ena stvar, ki jo moramo poznati dobro. Zato smo se odločili, da mlade na tem področju pričnemo intenzivno izobraževati, torej da jim predstavimo vsa orodja umetne inteligence. Imeli smo številne delavnice na to temo in potem je seveda nastala tudi ta ideja, da pa bi poskušali s pomočjo orodij umetne inteligence izdati eno knjigo. Vizionarje sprememb bomo junaki, so jo naslovili. Premalo se danes še vedno zavedamo okoljskih problemov in zato so mladi potem vsak po svojih, bom rekla, željah izbrali en problem na svetovni, evropski ali, če hočete, slovenski ravni, ga do podrobnosti analizirali in iskali rešitve s pomočjo orodij umetne inteligence. Da pa so ta znanja še, bom rekla, boljša, bogatejša, so tudi kreirali superjunake s pomočjo orodij umetne inteligence. Torej, imamo probleme, imamo rešitve in te probleme rešujejo superjunaki. Z umetno inteligenco pa bo povezana tudi letošnja slovenjgraška parada učenja, ki bo v sredo 22. maja. Ja, tudi letošnja parada je v smeri celotne rdeče niti koordinacije tedna vseživljenjskega učenja in je namenjena umetni inteligenci versus kritično mišljenje. Samo festivalni del parade, ki poteka dopoldan, bo vse tisto, kar umetna inteligenca ne zmore. Popoldanski del pa bo bolj strokoven in bomo lahko poslušali predavanje profesorja dr. Petra Praperja o razvoju osebnosti v obdobju tem našem, umetne inteligence in razvijajoče se tehnologije. Hkrati bo pa tudi dr. Lucija Čevnik predstavila svojo 3. knjigo, ki se prav tako navezuje na razvoj odnosov, stili navezanosti med starši oziroma v njenem primeru zdaj med mamo in sinom, kar je tudi naslov knjige. Zanimanje za sodelovanje na paradi učenja je vedno veliko. Letos imamo ogromno partnerjev, 30 stojnic je zasedenih, to je vse, kar premoremo, se pravi, smo full booked. Sam program bo pa res zelo zabaven, plesen, veliko glasbe, plesa, čustev. Sledi tudi eno prav posebno presenečenje, ki ga zdaj seveda ne smem odkriti, razen to, da povem, da presenečenje bo. In prepričana sem, da na letošnji paradi pa res ne bo nikogar, ki ne bo vsaj malo plesal. Lepo. To pa lahko počnemo brez pomoči umetne inteligence ali robotov, saj bi robote morali mi naučiti plesati. Kaj ti? Robot je zelo butast, no. Čisto tako povemo, res, roboti so zelo brez pameti, no. Ko ga dobimo, vsega je treba naučiti in tudi še vedno jih je treba pač nadzorovati, ne. Tako da ima še vedno zaenkrat človek, no, tu roko nad vsem. In naj tako tudi ostane.